Lepo pozdravljeni! Sprehod po gozdu pomeni nam sprostitev, užitek in rekreacijo. Zavedati pa se moramo, da gozd ni samo prostor za preživljanje prostega časa, temveč je tudi dom mnogim živalim. O tem, kaj počno živali po zimi, bomo govorili z gospodom Dušanom Klenovškom. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, Mišmaševci. Danes bova govorila o tem, kaj počno živali po zimi. Nekatere se že počasi pripravljajo na zimsko spanje, na nekatere pa zima sploh ne vpliva tako zelo. Za začetek me zanima, kako se življenje v gozdu pravzaprav spremeni, ko pride zima. Ja, na to, kar najbolj opazimo v gozdu je, da saj pri listnatem gozdu, da listja ni več, drugo pa, da so precej nižje temperature. Kaj pa gozd po zimi lahko nudi živalim? Ja, nuditi mora primerno okolje, kjer se one počutijo varno, pa nuditi mora hrano. Če tega ni, se potem živali na nek način skušajo ali odseliti, ali pa na nek drug način preko zimskega spanja preživeti do prijaznejše pomladi. Pa se kdaj zgodi, da jim zmanjka hrane? Ja, tudi to se lahko zgodi. Živali, ki pri nas ostanejo, ki se preko zime hranijo, lahko ob kakšni hudi zimi, dolgi zimi se lahko zgodi, da hrane zmanjka in takrat lahko nastanejo zelo hudi časi, tudi za njih katastrofalni. V Sloveniji in seveda po celem svetu imamo različne vrste gozdov. Pa živijo v vseh vrstah enake živali? Ne, so nekatere živali, ki niso tako, bi rekli, po človeško izbirčne glede tega, kakšno dnevno sobo imajo. In jih najdemo v iglastih gozdovih, v bešanih gozdovih, v listnatih, v nižinah, v hribih. Druge so pa bolj specializirane, pa rabijo točno določeno vrsto gozda in jih najdemo samo tam. Od česa pa je odvisno, v kakšen gozd se bo žival po zimi preselila? Predvsem to, da se tam počuti varno in pa predvsem to, da ima dovolj hrane tam. Kakšna pa je razlika med listnatim in iglastim gozdom? Listnati gozd, listje odpade, medtem ko iglasti, na smrekovje, jelkovje, tam iglice ostane in v bistvu na prvi pogled izgleda gozd zelo podobno kot poletje, razen tega, da je temperatura precej nižja, pa seveda tudi hrane precej manj. Pa je v naših gozdovih po zimi veliko živali? Ja, nekatere vrste ostanejo pri nas, v bistvu nekatere se odselijo, pridejo pa tudi nekatere, ki sicer toplejši del leta preživijo severneje in se k nam preselijo tako rekoč na jug. Pa se to število čez leta spreminja? Ja, sigurno, odvisno tudi, kakšno je bilo razmerje v toplejšem delu, ali so imeli veliko potomcev, ali če je bilo ugodno leto, imajo več potomcev, bo torej v gozdu več živali. Če je bilo leto slabo, za vzrejo potomcev, potem pomeni, da bo tudi to zimo manj teh živali v naših gozdovih. Mi na primer se po zimi odpravimo na sneg, narediti snežaka, kepat, sankat, smučat. Kaj pa živali? Kaj počnejo? Ja, živali, tiste, ki ne spijo, ki nimajo zimskega spanja, zelo redko delajo kakšne vragolije, večinoma je zima le huda preizkušnja za vse in morajo varčevati z energijo. To pa varčujejo z energijo, pa ne, da bi delali vragolije, čeprav nekatere živali jih tudi znajo, kakšni vrani, predvsem ali pa sesavci. Ampak večinoma tisti del dneva, ko ne iščejo hrane, v bistvu nekje čepijo, dremajo, spijo, da jim čim hitreje mine in uporabijo čim manj energije. Večkrat smo že slišali, da se ptice po zimi selijo na jug. Pa to drži? Ja, velja za naše ptice, vendar ne vse. Hkrati sem pa že rekel, tudi ptice, ki žive poleti bolj severno od nas, recimo v Nemčiji, v Skandinaviji, tudi oni se odpravijo na jug, in včasih je ta jug že kar pri nas. Torej, nekatere naše ptice gredo južneje, pridejo pa k nam ptice, ki so poletje preživele severneje. Katere pa so tiste, ki priletijo k nam in katere so tiste, ki odletijo? Ja, od gozdnih ptic priletijo k nam recimo brinovke. To so ene ptice, ki so zelo podobne kosu, lahko bi rekli sestrične. Potem so to čiški, pa še en kup drugih ptic je takšnih, ki prileti k nam. Recimo na takšnih ptic je tudi pinoža, bi rekli sestrična bolj znanega ščinkovca, ki se lahko zadržijo pri nas. Če pa pri nas zelo huda zima, kakšna res takšna polarna zima, potem pa tudi gredo še bolj globoko na jug. Torej, ptice se selijo v primeru, da pride zima. V primeru, če snega ni, če so visoke zime, tako kot je trenutno pri nas, potem nekatere ptice sploh odlašajo, ne bi šle proti. Zakaj bi se selile? Ostanejo, če imajo dovolj hrane in ni premrzlo.
Sicer pa gredo, ne, in tudi te severne gredo še bolj proti jugu ali pa ostanejo pri nas celo zimo. Kaj pa, če bi ptice ostale na severu, potem ne bi preživele zime? Ja, sigurno. Torej, selijo se ptice zato, ker ne toliko zaradi hladnega vremena, predvsem je razlog hrana. Ne. Marsikakšna ptica bi zlahka preživela te nizke temperature, ne, tudi minus, ampak če ni hrane, ne, sneg prekrije vir hrane ali pa te hrane sploh ni za tiste ptice, ki se hranijo z žuželkami, potem moraš enostavno leteti v toplejše kraje, kjer ta vir hrane je na razpolago v teh mesecih. Omenili ste žuželke, se še poleg tega hranijo s čim drugim in kako pridejo do tega v takih težkih razmerah? Ja, zelo malo, recimo, ptice, ki se hranijo z žuželkami in ostanejo. Ena takšna je recimo naša najmanjša ptica, recimo kraljiček. On ostane, ne, ker je tako majhen, celo zimo najde dovolj žuželk in pajkovcev, recimo, ki se skrivajo preko zime v trple med iglicami, recimo iglovcev, smrek, jelk, borov. In v bistvu oni celo zimo obiskujejo te naše iglovce in vmes med iglicami iščejo te speče, napol zmrznjene žuželke in očitno jih najdejo dovolj, da preživijo celo zimo, ker oni se nahranijo s semenji. Ampak večina ostalih žužkojedih ptic pa v jesen odleti. Pa in mi ljudje lahko pomagamo, kako glede hrane? Tem semenojedim lahko pomagamo. Žužkojedim ne bi mogli, da bi mi žuželke doma gojili in jih postavljali na okensko polico, ne bi šlo, ali spuščali v gozd. Semenojedim pa pomagajo, mnogim pomagajo z različnimi krmilnicami ptičjimi, v katere nastavljajo potem različno vrsto hrano za različne vrste, recimo, ptic. Pa obstajajo kakšna pravila, kako in z čim lahko hranimo ptice? Ja, najbolj priljubljeno, najmanj zgrešimo, če jim nastavimo sončnično seme, ne, ali pa lojevo pogačo, ko sloja. To je na celi paleti ptic, ki ostane pri nas, ustreza, ali pa recimo kakšno jabolko. Predvsem se moramo pa izogibati kruha, ne, predvsem to bolj velja za vodne ptice, recimo ob Velenjskem jezeru, ob Dravi, v Mariboru ali pa na Ptujskem jezeru, kjer je teh ptic veliko, ljudje zelo radi prinašajo hrano, ne. Izogibati se moramo predvsem kruha, ne, še posebej, če je že plesniv, pa nasploh kruha, v bistvu te človeške hrane, ne, ker v bistvu kruha iz suhega poje veliko, potem je ptica žejna in potem se kruh v njenem prebavilu napoji z vodo, nabrekne in lahko ptica celo pogine zaradi tega. Pa smo imeli dober namen, pa naredimo slabo, ne. Katere so pa največje napake, ki jih delamo pri hranjenju? Ravno to, recimo hranjenje s kruhom, ne, za labode, tam, kjer so labodi, imam izkušnje, da potem ljudje zelo radi prenašajo kruh, ne. Pa bi bilo boljše, če bi prenašali recimo solato, ne. Ampak kruh ostane kruha, pa dajmo eno dobro delo narediti, po bistvu potem tudi radega imajo ptice, ne, ampak potem imajo lahko kasneje, uro, dve, tri kasneje pa lahko hude težave. Torej, predvsem pa potem, kje postavimo krmilnico, ne. Zelo fino je, radi mi tudi opazujemo, kaj pride na krmilnico in seveda postavimo na zunanjo stran okna, ne. Potem je pa lahko se zgodi, še posebej, če je naše okno malce zatemnjeno, da ptica, ko jo nekaj preplaši, takrat ne gleda ona, kam bi pa sedaj bežala, ampak tisti prvi trenutek se odloči in že leti. In če v šipi zagleda odsev drevesa, ki je sicer na drugi strani, marsikatera ptica to preslepi in misli, da je res ta odsev pravo drevo, leti v smeri tega drevesa in se zaleti v šipo, ne. Zato recimo krmilnice ne v bližini oken, to je že en tak dober napotek, če hočemo pticam po zimi dobro. Kje pa je najbolje postaviti krmilnik? Saj sem prepričana, da marsikateri miš-mašovec želi pomagati ptičkom. Ja, če imamo vrt z grmovni, s kakšnim drevesom, tu nekje vmes, da imajo potem ptiči, ki imajo vsakih par minut vsaj kakšen alarm, ne, lahko lažen ali pa celo pravi, da se imajo kam potem skriti, ne. Tudi za čas, ko se ne hranijo, da nekje recimo v enem grmu, tisti, ko počivajo, ne, da zgubljajo čim manj energije, da jim ni treba letati okrog, da počivajo in potem pride zopet na našo krmilnico se okrepčati. Kako pa je z pticami, ujedami, sovami? Je pri njih kaj drugače glede prehranjevanja? Ja, seveda, one niso semenojede, one iščejo živ plen, ne. Sove po noči ujede podnevi, recimo takšna je kanja podnevi, ki jo lahko najdemo v gozdu ali pa na odprtem.
ali pa v gozdu lesna sova ali pa sova kozača. One iščejo živ plen, ne. To so predvsem mali glodavci, miši, voluharice in kaj podobnega. Teh malih glodavcev je pa približno enako število tako poleti kot pozimi, ne. Pozimi imajo lahko samo težave v primeru globokega snega, ker potem je pa res malce težje priti do malih sesalcev. Takrat v bistvu pa toliko več časa posvetijo lovu na manjše ptice, ne, so pa bolj ptice na udaru. Kaj pa se zgodi z čebelicami, metulji in drugimi žuželkami? Je mraz prevelik zalogaj za tako drobna bitja? Ja, čeprav recimo pozimi najdemo nekatere vrste metuljev, tako imenovani zimski metulji, lahko tudi za Silvestrovo recimo bi šli opazovati, predvsem nočni metulji, to dnevni metulji ne. Letajo in imajo tudi ime potem temu primerno zmrzlikari. Ostale žuželke pa večinoma odrasle, sploh večina žuželk jesen odraslih umre ali pa v času do jeseni in zimo preživijo njihovi potomci kot jajčece ali v bubah ali kot ličinke. Zelo malo je pa takih žuželk, ki bi zimo lahko odrasle preživele, recimo nekateri metulji, ki jih potem spomladi prve vidimo, recimo tisti rumen citronček. On sicer odraslo zimo preživi, ampak nekje skrit na suhem, ne premrzlem, ne mokrem in potem, ko kaže na konec zime, ko se topli, potem zelo hitro prihiti ven, da se odžeja na prvih cvetovih. Vidim, da je potrebno le malo, da lahko srečimo zelo veliko ptičkov. Ja. Če pa ste mislili, da bomo danes govorili samo o pticah, se zelo motite. Po kratkem predahu bomo izvedeli tudi veliko novega o sesalcih pozimi. Ostanite v naši družbi. Blue and red, like I'm watching you and me. Every little thing you've said led me to fall in love with you. Then you tried to fix me and I wasn't strong, but you were not a composer. I am not your song, strange chords, different words. How can I mix red and blue together? Beautiful days and stormy weather. Now I'm changed, now I'm stronger than before. Ain't never touching me no more. I'm okay, I'll find my way. How can I mix red and blue together? Beautiful days and stormy weather. Dobrodošli nazaj. Danes v studiu gostimo gospoda Dušana Klenovška.
Zaupal nam je že veliko o življenju ptic po zimi. Ker pa gospod Klenovšek z veseljem deli njegovo znanje z nami, nam bo povedal še kaj o sesalcih po zimi. Katere sesalce najdemo v naših gozdovih po zimi? Ja, tako rekoč vse iste kot tudi poleti. Namreč za razliko od ptic, ki imajo peruti in so relativno zelo mobilne, so sesalci predvsem manj gibljivi in zato se ne odpravijo na velike selitve. In v bistvu tako rekoč vsi sesalci, s katerimi se lahko srečamo poleti, so tu tudi po zimi. Vendar samo nekateri so manj aktivni, če se odpravijo na zimsko spanje. Pa jih je v toplejših mesecih več? Ne, v bistvu so tako rekoč vsi, razen tistega, kaj so, recimo, zajca, ki ga v jesen lisica uplenila, ga ne bo več, ampak tako rekoč so pa, ker se ne morejo odpraviti na večje selitve, so vsi to isti kot poleti, samo so manj vidni. Kako je za polhi? Jih najdemo po zimi v naših gozdovih? Najdemo jih že, samo bi jih morali iskati po raznih luknjah, jamah celo, kamor se zavlečejo namreč polhi, ki so bili poleti pa jeseni zelo glasni, po noči predvsem. V jeseni jih ni več slišati, tam oktobra, enkrat do konca oktobra so se odpravili spat in v bistvu sedaj jih ne vidimo, razen če slučajno naletimo, da podremo kakšno drevo, v katerem spijo, ali pa slučajno, da smo v kakšni jami, kjer lahko tudi prezimijo polhi. Polh je zelo mala žival, verjetno ne potrebuje veliko hrane, ali pač? Ja, ravno to, ker je zelo majhen, pa za zimsko spanje, ker se pusti temperaturo na par stopinj nad nič, tudi število vdihov in srčnih utripov se mu zelo zmanjšata, ravno zato, da porabi manj energije. Polh je v jeseni pridno jedel, tako da se je zelo zredil, predvsem maščobnega tkiva pridobil in ta maščoba mu je dovolj za celo zimo, preživi brez dodatnega grižljaja. V bistvu porablja to maščobo, ki jo ima in nekako se mu tam maščoba porabi nekje do začetka pomladi. Seveda, če ni bil dovolj priden pri nabiranju hrane oziroma če v jeseni ni bilo veliko hrane, se lahko zgodi, da ni nabral dovolj tolšče svoje podkožne in da mu je pred koncem zime zmanjkalo. Potem se spomladi ne zbudi več. S čim pa se prehranjujejo? Ja, polhi so vrste sadja in plodov, recimo zelo so vezani na bukov, našo najbolj pogosto drevesno vrsto in recimo ravno letos je buka obilno obrodila, torej žira je bilo ogromno, to pomeni, da polhi se lahko jeseni pošteno vsak dan najedli, pridobivali na teži in sedaj brezskrbno spijo do naslednjega marca, aprila. Tako da je polh ena od tistih živali, ki prespijo zimo. Ja, in to je tisto pravo zimsko spanje. Ali polhi težko prenašajo zimske razmere ali so že privajeni na nihanje temperature? Torej, za njih je to, da poišče nekje en kotiček, eno jamo, eno luknjo, kjer ne bo premrzlo in v bistvu tam on počasi znižuje telesno temperaturo, počasnjuje dihanje in bitje srca in v bistvu on niti ne ve, kaj se dogaja zunaj, ali 20 cm snega, ali ga je 1,5 metra, ali piha veter, ali ne, on je ves čas v istih razmerah, razen če se ne bi zgodilo kaj nenavadnega, da drevo se podre ali pa da se tista jama zruši noter. Ko bo pa on zaznal, da je konec z njegovimi rezervami, se bo prebudil, pa tedaj pa, če je konec zime, bo v redu, če pa ni konec zime, pa ne bo v redu. Medvedi imajo zelo debel in topel kožuh. Predvidevam, da po zimi ne grejo v toplejše kraje, ali se motim? Ja, tudi medved bi bilo malo pretežko zanj, da bi se selil na kakšnih 100, 200, 300 kilometrov, pa tudi prenevarno, ker bi prečkal naša naselja, prometnice in bi jih ogromno neuspešno končalo to svoje potovanje. Medvedi se ravno tako kot polhi zavlečejo lahko v kakšne medvedje brloge, vendar ne spijo tako kot polhi. On bolj drema, ker si ne nabere toliko veliko podkožnega tolšče v jeseni. V bistvu on mora po zimi večkrat iz brloga, prekine svoj dremež, gre ven, poišče hrano, se naje in potem se vrne. Torej, polha po zimi ne bomo srečali v gozdu, medveda pa lahko. V katerih gozdovih pa jih je največ in zakaj ravno tam? Ja, največ jih je v tistih gozdovih, kjer so večji gozdni sestoji, kjer je mir, predvsem pred človekom, ki je njegov edini
najhujši, ampak tako rekoč tudi edini nasprotnik, edina žival, katere se on boji, v bistvu tudi edini, ki ga lahko premaga in pokonča. Iščejo tiste gozdove, torej večje strnjene gozdove, kjer je človek manj prisoten in v bistvu tam je večja verjetnost srečanja z medvedom. Ne. Pri nas recimo ti obsežni kočevski gozdovi, notranjski gozdovi, tam, ker so ogromni gozdovi, kjer človek redko kdaj zaide, tam je največ naših medvedov. Slišala sem, da si medvedi za zimo naredijo zalogo hrane. Ali to drži? Zalogo hrane ne, v bistvu to hrano oni že predelajo tudi v podkožno tolščo, torej se tako kot polh zredijo v jeseni, ne, so malce bolj debeluškasti kot božiček, ne, spomladi so pa bolj manekenske postave, ker preko zime to zalogo porabijo in v bistvu so spomladi bolj kot kost in koža. Kaj pa, če jim sred zime zmanjka teh zalog, ali je to sploh mogoče? Torej pri polhu sem že rekel, takrat bo slabo, medved gre pač ven iz brloga, se malo pretegne noge in potem v lov. Ne. Bo poiskal kakšne divjega prašiča, srn ali pa kaj podobnega, ali pa mrhovino, se bo nahranil in potem nazaj na dremanje. Veverica ima košat rep. Čemu vse služi? Ja, ta košat rep čemu služi? Recimo, ko spi, počiva, takrat se z njim pokrije. Je tudi malce toplejše. Košat rep ima tudi vlogo, recimo, ko dirja po drevesih, ne, kadar mora dirjati recimo pred kuno, ne, in skače z enega veje na drugo, tudi zelo dolge skoke, je v bistvu ta rep kot krmilo, da se ne obrne v zraku, da prileti res z nogami na tisto vejo, na katero se namerava skočiti. Torej, ta rep je kar pomembno. Pa še v bistvu položaj repa marsikaj nakazuje, kakšnega razpoloženja je, ali je besna, ali prestrašena, ne. Ali je veveriček zagledal tam eno luštno samičko, pa je dvori, ne. So položaj repa tudi v bistvu kažejo, tako kot pri nas obrazna mimika, pri vevericah je pa rep ta, ki kaže razpoloženje. Mnogi jeseni opazujejo veverice, kako nosijo lešnike in orehe iz vasi proti gozdu. Pa to hrano pojejo sproti ali si naredijo kakšne zaloge? Ja, sam poznam več primerov, pri ljudeh, ki imajo sadna drevesa, blizu pa je gozd v jeseni, zelo rade pridejo veverice obiskovati orehe in potem nosijo v gozd. V bistvu ona ne more pojesti, ker potem ampak si dela zalogo. Zakoplje na veliko mestih, lahko si tudi kakšno luknjo spravi, ampak predvsem tudi na gozdna tla zakoplje. Seveda, toliko stotine orehov, pa tudi želodov in še česa zakoplje. Lahko se zgodi, da kakšnega pozabi, da zakoplje več, kot bo pojedla, lahko pa je tudi vmes kdo to veverico potem njo pojedel in v bistvu ta orehi, želodje ostanejo zakopani in v bistvu iz njih bo vzklilo novo drevo, v bistvu tudi sadi drevje, ne. Hkrati, torej ne dela sam škodo zdaj, seveda mi nismo veseli, če naše orehe nosi, ampak lahko bo potem nekje tam v gozdu zrasli novi orehi, mladi orehi, ki bodo lahko služili čez desetletja za nabiranje za drugim vevericam ali pa tudi nam. Pa veverice prespijo zimo? Nekaj podobnega kot medved, ne. Ona sicer spi v svojem gnezdu, ki ga naredi, ko je pa lačna, gre ven iz gnezda, mora sedaj dobro vedeti, kje je zakopala v jeseni vse te orehe, želode in lešnike in potem išče, se nahrani in potem nazaj na dremež. Kako pa je za divjadjo, srno, zajcem, jelenom, ali si sami priskrbijo hrano ali tudi priporočljivo, da jim pomagamo? Ja, praviloma vse te tri vrste, ki si jih naštela, torej srnjati, jelenjati in zajci, so rastlinojedi, ne. Zdaj trave je v zimskem času manj, se nekje najde še suha trava, ki je včasih pod snežno odejo. V bistvu v primeru, če ni hude zime, ne, da lahko pride do te trave ali pa veter spihal sneg, se praviloma lahko sami prehranijo, če pa zima zelo dolgotrajna, zelo mrzla, pa veliko snega, potem pa lahko marsikakšen, predvsem srn ali pa jelen, tudi pogine zaradi lakote, ne, ker ni prišel do dovolj hrane. In v bistvu v teh primerih pa koristi, da predvsem lovci imajo narejena tako imenovana krmišča za to divjad, kamor nastavljajo predvsem suho seno. Pa je v Sloveniji veliko srn in jelenov? Ja,
Predvsem srnjad je zelo pogosta, ne. Zdaj, če ste lastnik kakšne njive, ki jo potem rade tudi poleti obiščejo srne, ste prepričani, da jih je preveč. Tudi na vrt lahko pridejo, če skočijo čez ograjo, ne. Zdaj, če pa radi streljate, ne, če ste lovec in radi streljate srnjake, potem jih pa ni nikoli dovolj, ker bi radi še kakšno trofejo dobili, ne. Torej jih je zelo veliko, včasih celo toliko, da v zimskem času, ko primanjkuje teh ostankov travinja, obžirajo lubje, predvsem mlado drevje in v bistvu lahko v gozdu lahko pojedo vse mlade bukve in ostale vrste in v bistvu potem ni podmladka, ne. Stara drevesa bodo enkrat odmrla, mladih pa ni za njimi. Kdaj pa imamo največ možnosti, da jih srečamo v gozdu? Ja, v gozdu v bistvu največ, kadar gremo v tak del gozda, kjer človek običajno ni prisoten, ne, pa sami moramo biti izredno tihi, da v bistvu živa bitja okrog nas ne zaznajo naše prisotnosti. V takih primerov je možno srečanje, ne. Seveda, če bomo pa mi glasni ali govorili ali ne vem, kaj drugega še počeli, potem pa živali, vse te živali imajo strah pred človekom, v bistvu, ko zaslišijo in se zavejo naše prisotnosti, se umaknejo. Kaj pa jedo najraje? Srnjad, jelenjad, torej če se da, bi travinje, zeli, vendar do tega je pozimi težje priti, še posebej pod snegom in zato se lotijo tudi mladic drevja in pa lubja. In v tem časih lahko naredijo tudi škodo, recimo, če pridejo še v sadovnjak, pa začno obžirati lubje z nasada jablan ali hrušk. Pa bi preživeli brez naše pomoči in pomoči lovcev, ki jim seveda nastavijo krmilnice čez zimo? V primeru mile zime, kakršne so sicer zadnja leta, kar pogoste, velika večina preživi, ne. Seveda ne vsi, marsikakšen, če že malce bolehen, skiran, potem pa še te ostre razmere, nizke temperature, lahko je še potem kakšna nesreča, na ledeni plošči spodrsne, se lahko tudi kak zlom zgodi ali pa kakšna druga poškodba, pa hrane ni, potem še kakšni zajedavci ne preživijo. V primeru zelo dolgotrajnih zim, zelo nizkimi temperaturami, veliko snega, je pa ta pomoč lovcev z hranjenjem za njih zelo dobrodošla, ker sicer bi pa zelo veliko lahko srn ali pa jelenov poginilo preko zime. Pa se jih moramo bati, če jih srečamo v gozdu, ali ni razloga za skrb? Bojijo se in to upravičeno oni nas, ne, mi pa nimamo nobenega razloga, da bi se jih bali, ker nam v bistvu nič žalega ne morejo storiti, niti ne želijo, ne. Oni želijo, da nas ne bi videli. Velikokrat v gozdu vidimo stopinje od divjih svinj, pa se divje svinje in svinje bradavičarke zelo razlikujejo med seboj. Ja, naša divja svinja bradavičarka je čist ni evropska svinja, v bistvu sestrična, recimo v afriških savanih živi. So recimo sestrične, vendar njihovo življenje je precej drugačno, različno, ker tudi živijo v zelo različnih okoljih, ne. Srečanje z divjo svinjo pa zna biti lahko nevarno, ne, ker je pa v bistvu, si jo ne želi nihče srečati, ker je v bistvu zelo močna, ne, lahko tudi agresivna, še posebej če varuje mladiče, ne, in če se počuti ogroženo. Žival, če se ne počuti ogroženo, ne bo kar tako napadala, ne, kot smo včasih ljudje tega dovzetni. V bistvu žival napade samo takrat, kadar ji umik je onemogočen, če jo mi presenetimo in potem vidi, da umik je verjetno ne bo uspel, potem poskuša pa z napadom, včasih samo hlini napad, ne, blefira, se dela napadalno žival, da bi nas prestrašila, da se mi umaknemo, včasih pa zares napada, ne. Predvsem pri divji svinji bi se to, recimo med temi živalmi, do katerih smo doslej govorili, najprej zgodilo. Tako da to drži, da so bolj napadalne, ko imajo blizu mladiče? Ja, definitivno. Takrat moramo biti pa tudi mi malce bolj pozorni, no. Sicer preko dneva, po zimi to ni, ne, v tem toplejšem obdobju leta, ampak tako divje svinje se preko dneva zadržujejo tako v kakšnem grmovju, v kakšnem zelo nedostopnem kraju, no. Če se mi držimo enih steza, poti gozdnih, potem je zelo, zelo malo verjetnosti, da bi jih srečali. S čim pa se prehranjujejo divje svinje? One vse, ne. Marsikakšen kmet jih je zelo vesel v narekovajih,
če obiščejo njegov travnik, kjer lahko razrijo ta travnik, ko iščejo razne ogrce, torej ličinke hroščev, jedo pa marsikaj, tudi lahko napadejo druge živali, ali pa recimo najdejo mrtvo srno ali kakšno drugo žival, torej so mrhovinarji, rastlinojedi, torej imajo velik spekter hrane, zato so pa lahko tako zelo uspešni. Pa živijo v vseh gozdovih ali so zbirčne? Ja, spet njim odgovarja tak gozd, kjer je precej tudi tega mladja, da je grmovje, kamor se skrivajo. Zelo všeč jim, če je voda dostopna, tudi kakšna mlaka, kjer se oni malo povaljajo, ne, pa ne zato, da so umazane kot svinje, ampak zato, da se znebijo raznih parazitov, ne, ki potem s tem blatom odpadejo z njihovega telesa oziroma jih ne morejo napadati, ker je ta plast potem blata ščiti pred piki raznih komarjev, klopov in ostalega, ne bodi ga treba. Ne. To bi bilo to. Pa so divje svinje enih tistih živali, ki izumirajo, ali jih je veliko pri nas? Ja, nekoč so bile divje svinje splošno razširjene, pa so potem naši predniki desetletja in desetletja nazaj tako pridno lovili to divje svinje, da so res izginile z naših gozdov, potem so jih pa tam recimo 50-60 let nazaj zopet naseljevali, tako da jih imamo danes zopet tako rekoč skoraj da po vsej Sloveniji divje svinje, ne. In je včasih kar malce, kjer so zraven kmetijske površine in travniki in njive, se jih predvsem lastniki teh površin bojijo v narekovajih, ker jim lahko naredijo veliko škode, ne. Če bi že pojedle na koruzni njivi nekaj koruze, ampak one vmes še pomendrajo, naredijo še veliko več škode, kot bi, če bi samo odgrizle eno koruzo, pa jo pojedle, ne. Srečanje z srno ne bi bilo tako stresno kot srečanje z medvedom. Pod katero vrsto medvedov spadajo medvedi, ki živijo v naših gozdovih? Ja, naši medvedi, ki živijo v srednjem delu Evrope, v srednji Evropi, so jarjavi medved, ne, v bistvu edina vrsta medveda tu, ki tu živi. Za kakšno drugo vrsto medveda bi morali potem na sever iti, kjer je polarni medved, ali pa recimo v Aziji, Afriki, Ameriki živijo še druge vrste medvedov, ne. V bistvu je sploh največja zver med našimi sesalci in največja, v bistvu pa tudi najmočnejša žival, ki živi v naših gozdovih. Velikokrat slišimo po televiziji, da medvedi lomastijo po vaseh in mestih. Zakaj sploh obiskujejo naša prebivališča? Ja, vsak medved ima v gozdu, odrasel medved, ima v gozdu svojo parcelo, svoje ozemlje, ki ga brani, ne. In recimo to velja za samca in za samico. In ko ima samica mladiča, je mladiček tudi na njenem ozemlju. Ko enkrat ta mladiček postane v človeških izrazih teenager, ne, najstnik, tako kot gremo mi v srednjo šolo, on nekako v primerljivih letih mora on mamo zapustiti. In si predstavljate zdaj pri 15 letih, kako bi se zgodilo mišmašicam, če se znajdejo, da vas mama ne mara več, vam noče skrbeti več za hrano, se morate vse sami preskrbeti, ne. Celo na svojem ozemlju vas ne želi več videti in vas lahko precej surovo nažene, če ne odidete od doma, ne. In sedaj ta mali teenager v okolici maminega ozemlja išče, kje se bo nahranil, lačen je, ne zna še niti loviti tako dobro, ne. Mama ga ne mara več, že to nenavadno. In seveda, zraven je pa ozemlje sosednjega medveda, ne. In če tam lovi, ga bo pa ta medved napadel. In ta v bistvu najstnik, lačen, zbegan, kaj zdaj medvedi me ne marajo, išče, kje bo dobil hrano. In ker so tisti najboljši predeli gozdov že razparcelirani, vsak medved ima svoje, ne, v bistvu ta najstnik običajno lahko pride potem v iskanju hrane tam, kjer medvedov ni, to je pa tam blizu naselij, ne. Medvedi tam niso radi, ker vedo, tam je človek, bežimo stran od njega. In potem, kaj se pa zgodi, če mi medveda zagledamo nekje na robu vasi, ko išče, v bistvu so to taki res teenagerji, ne. Marsikje mu še celo nastavijo hrano, da bo prišel še naslednji večer, ne, da ga bomo videli, ne. Pa še slikamo ga, ne, in potem je za nas konec dogodivščine. Ampak medved je pa zapolnil, tole čudno dvonožno bitje je pa prijazno, mi je hrano dalo, ne.
In bo pošel tretji večer, četrti večer zopet tja iskati hrano. Ne. Hrane ne bo, on je pa lačen in kaj bo voha? Aha, se ta hrana nekaj podobnega pa voham tamle, ker so tiste čudne velike reči, ne, ki mi pravimo hiše. In potem pride tja med hiše in začne iskati to hrano, s katero smo ga recimo razveselili. Ne. Dovolj je, da enkrat recimo medvedu nastavimo hrano in on zgubi strah pred tem, ne, in potem ga imamo v vasi. Ne. Verjetno bi se precej prestrašili volka, ki bi nam prekrižal pot. Pa sploh lahko srečamo volke v naših gozdovih ali so to samo pravljice? Lahko, teoretično, ampak tudi moji kolegi, ki raziskujejo volka, ne, so volka v živo zelo redko srečali. Ne. Običajno vidimo samo njegove sledi. Ne. Volk je tudi izredno plašen, kar se človeka tiče, ve, da srečanje s človekom je lahko za njega usodno, ne. Da ne bo preživel tega srečanja, to se je naučil skozi stoletja, ker mi smo stoletja in stoletja lovili volke in jih pobijali. Zato v bistvu preživeli so tiste volkovi, ki imajo prirojen strah pred človekom. Ne. On se nas izogiba, ker tudi odlično sliši in voha, je velika verjetnost, če smo nekje blizu volka v gozdu, da nas bo prej zaznal kot mi njega in se bo umaknil. Torej, zelo majhna verjetnost, da bi lahko kdaj na volka naleteli v gozdu. Kaj pa, če ima v bližini mladiča in se počuti ogroženega, se nam bo tudi odmaknil? Tudi. Takrat je še toliko bolj občutljiv na to, na človekovo bližino in v bistvu mladiče, dokler so majhnih, tako imajo v kakšnem brlogu, skrite in v bistvu potem odrasli hodijo na lov in se potem vračajo, da nahranijo mladiče. Potem, ko so pa ti mladiči večji, pa v bistvu že cel trop. Ob tem, ko nekdo zazna bližino človeka, jo odsvrajo v nasprotno smer. Je volk kot, na primer, panda ogrožena žival? Ja, v bistvu je ogrožen bil, tako rekoč je že skoraj da izumrl pri nas, samo še nekaj volkov je bilo. V bistvu celi zahodni evropski ali pa evropski skupnosti je izredno ogrožen, zato je tudi varovan in se ga skuša ohraniti. Ne. Seveda pa potem prihaja do teh nasprotij, ne, kdaj pa je dovolj volkov, ne, ali to pomeni 10 volkov v Sloveniji, ali to pomeni 150 volkov, ne, ker recimo potem seveda volk lovi tisto hrano, ki je njemu najlažje dostopna. Ne. In zakaj bi on zasledoval srno, za katero bo treba kilometre teči, predno jo boš ujel, če jo boš, ne. Če je pa tamle na travniku zraven gozda ena ovca, ne, ki ni ravno inteligentno bitje, pa tudi vzdržljivo glede teka ni, ne, in imaš 1, 2, 3 lahko ujameš. Ne. In če ta ovca ni primerno zaščitena, volk je pa lačen, ne, je verjetnost, da bo premagal ta strah pred človekom, ne, še posebej, če človeka tam ni prisotnega pri tistih ovcah, ne, vsak dan. In bo šel tja, seveda lastnik teh ovc potem bo rekel, da je volkov odločno preveč. Lisička je prav zvita zver, vsaj tako pravi pesem. Zakaj lisice označujemo kot zvite in tatinske? Ja, spet to, ne, ker poleti predvsem, ko ima ona tudi mladiče, veliko večjo potrebo po hrani, ne, in spet v gozdu je težko, živali so previdne, ujeti, ne, in potem pa tam zraven gozda domačija, kokoši po dvorišču tekajo, ne. Sicer lisička zelo dobro ve, da tja ni dobro iti, ne, ampak če je lačna sama, pa mladiči lačni, zajca ni ujela v gozdu ali pa česa drugega, ne. Tam so pa rejene kokoši, ne, par metrov stran. Potem včasih premaga ta strah in pride tudi v bližino kmetije, odnese kokoš, ne. Včasih pri tem naredi tudi zelo inteligentne poteze, da lahko tudi v kakšen kokošnjak noter pride, skoplje rov, poišče kakšno špranjo. Torej, in iz takih zgodb je bilo veliko v preteklosti, zato je postala lisica nekak sinonim za zvito repko, ne, da je kar precej premetena in pametna. Pa kradejo kokoši tudi, ko je mraz? Ja, zdaj po zimskem času ne, pa tudi kokoši, kdor jih ima doma na dvorišču, v zimskem času se bolj redko zadržujejo v dvorišču, jih imamo raje nekje na toplejšem v hlevu, torej ima lisica zelo malo verjetnosti, možnosti sploh, da bi lahko zmaknila kokoš v zimskem času. Pa so nam lisice nevarne tako kot kokošim? Ne, edina nevarnost je, če bi srečal steklo lisico, torej okuženo, bolano lisico, ne, ker v bistvu takrat pa v zadnjih stadijih te bolezni živali
ki imajo steklino, zgubijo strah pred človekom, v bistvu takrat bi šla lisica ne od nas, ko bi nas gledala, ampak celo proti nam. Ne. Torej, če srečamo lisico, ki čudno zgleda, ne, ves razmrščen kožuh, pa to suha, pa da nima strahu pred nami, ne, potem ne iti proti njej, potem jo skušamo odgnati ali se pa sami umakniti. Ne. Zajce delimo na poljske in gozdne. To pomeni, da poljskih ne moremo srečati v gozdu. Ja, rečemo poljski ali pa gozdni, ampak v bistvu je to ena in ista vrsta zajca. Ne. Pri nas imamo v večini Slovenije samo tega poljskega zajca, ki ga pa lahko srečamo tudi v gozdu. Ne. Torej, gozdni zajec je v bistvu ista vrsta kot poljski zajec. Ne. Običajno se skriva nekje v gozdu, potem hodi se pa pasiti recimo na travnike, na polja. Ne. V bistvu druga vrsta zajca, ki bi ga pa lahko srečamo, je pa visoko v gorah. Je pa ta zajec, snežni zajec, gorski zajec, ki lahko v zimskem času pa dobi tudi bel kožuh, no, ki ga ti naši običajni zajci ne dobijo. Katerih pa je več zajcev, teh gozdnih ali teh gorskih? Teh običajno, ti poljski zajci, ki živijo v gozdovih in travnikih, seveda precej več, ker večina Slovenije le ni visoko gorska. Ne. Kakšna pa je vloga lovcev v gozdu? Ali pomagajo skrbeti živali in jih krmijo čez celo leto? Ne, v bistvu od spomladi pa do jeseni krmljenje ni potrebno. Ne. Razen recimo hranjenje medvedov, ki nekaj časa je bilo dovoljeno, potem nekaj časa spet ne, in so stalni konflikti, ali medvede hraniti celo leto ali ne, da potem ne bodo hodili recimo v vasi. Ampak vse ostalih živali, predvsem pa rastlinojedih, preko toplejšega obdobja v letu ni potrebno hraniti, ker je hrane v naravi več kot dovolj. Pa bi bile živali lačne, če jih ne bi hranili? V zimskem času, recimo s hranjenjem, recimo pomagamo nekaterim pticam, ne, pa recimo za srnjad in jelenjad. To je pa tudi v bistvu edina vrsta živali v gozdu, ki jim pomagamo preživeti zimo z hranjenjem. Torej so naši gozdovi polni različnih prebivalcev. Če bi želeli srečati kakšno žival, kako bi se morali obnašati? Kako se obnašamo v gozdu? Ja, predvsem da smo sami, ne. Čim nas je 5-10, se pogovarjamo med seboj, tudi ne moramo biti tiho. Ne. Taka skupina, že tudi ko hodimo, proizvajamo glasove, torej da hodimo sami, čim bolj potiho. Pa seveda dobro moramo znati opazovati. Nekaj tudi v živali, dobro, če v živalih nekaj vemo, da vemo, kje lahko kakšno žival tudi pričakujemo. Ne. To pomeni, da če pridemo v gozd, smo glasni, delamo galamo, zagotovo ne bomo srečali nobene živali. Ne, verjetno ne. Kje pa jih lahko pričakamo, da si jih ogledamo, če imamo res veliko željo videti neko žival? Ja, to je dobro, recimo, dobro je tudi poznati nekoga, ki ima kakšne izkušnje, ki bi nam lahko svetoval. Ne. Predvsem recimo rastlinojede so rade pridejo na kakšne gozdne jase, kjer se nahranijo, ne, ali pa na gozdni rob. Pri pticah je to, da se tudi po zimi oglašajo, torej jih lahko vidimo ali pa slišimo, tudi v krošnjah ni listja, jih tudi lažje opazimo. Torej, daljnogled, predvsem pa veliko več časa si moramo vzeti. Ne pričakovati, da imamo sedaj pa pol ure časa, gremo 10 metrov v gozd in že bojo okrog nas zajčki in srnice skakali. Ne. Pa so kakšna mesta, kjer se še posebej rade zadržujejo živali? Živali, v bistvu, ker je zimski čas, smo rekli, težje pride do hrane, ne, zimski čas večinoma čim več počivajo. Ne. In zaradi tega, ker čim več počivajo, iščejo mirne prostore. Ne. V bistvu tudi mi jih pri tem, če jih že opazimo, ne, jih čim manj kažemo svojo prisotnost, da jih v bistvu ne prestrašimo, ker če jih prestrašimo, ne, bojo bežale, zato bojo porabile energijo in za to porabljeno energijo morajo nekje kasneje zopet hrano dobiti, ne, da nadomestijo to, ker so mogli čisto po nepotrebnem recimo pred nami bežati. Ne. Pa jim lahko tudi na teh mestih nastavimo hrano? Lahko recimo bi jim nastavili, ampak recimo kakšno seno, ne, recimo, ali pa za ptice, kakšno lojevo pogačo lahko tudi v gozdu obesimo, pa recimo ptice nekje v gozdu si naredimo eno mesto, si dobro skrivališče naredimo in nekje postavimo lojevo pogačo ali pa sončnična semena, pa lahko potem tja hodimo opazovati in verjetno bomo tam veliko več ptic videli,
če bomo mi tako skriti, da nas ptice ne zaznajo. Ne. Katere hrane pa se bodo najbolj razveselile? Ja, ptice od lojeve pogače pa sončnic, ne. Če bi kdo priden, bi tudi sedaj, ko še ni snega, želoda nabral v gozdu, pa tega pticam ponudil. Ne. Rastlinojedi, sesalci pa predvsem to suho seno. Ne. Če povzamemo današnji pogovor, katere živali se bodo umaknile in zimo prespale in katere bodo v snegu iskale hrano? Torej, v snegu bodo iskale hrano predvsem pri pticah semenojede vrste, ne. Pri rastlinojedih, pri sesalcih rastlinojedi iščejo ostanke hrane, torej obiskujejo tam, recimo, če ni snega, še travnike, gozdne jase, kjer se še ta suha trava pojavi. Mesojede živali pa lahko srečamo kjerkoli, v bistvu, kjer iščejo zajce, srne in to. In v bistvu lahko v katerem delu gozda lahko srečamo. Kaj storiti, če naletimo na žival v gozdu? Kako se obnašati in kam se odmakniti? V bistvu tisti trenutek, ko zagledamo, je najboljše, da ostanemo pri miru. Ne. Karkoli bomo naredili, ne, če nas žival še ni opazila do tega trenutka, ne, če ostanemo pri miru. Meni se že večkrat zgodilo, zagledaš jo, takrat da se niti toliko ne premakneš, da si vzameš daljnogled ali poskušaš fotografirati. Ne. Že par gibov, da premakneš fotoaparat, ga prižgeš, ne, usmeriš proti živali, je velika verjetnost, da te je ta žival zaznala, se prestrašila in zbežala. Ne. V bistvu ne poskušaš niti ne fotografirati, v bistvu uživaš v tem, da imaš srečo, da jo vidiš, ne, fotografija pa za kdaj drugič, kadar boš pripravljen na tako priložnost. Kaj pa, če vemo, da je žival res nevarna in ima za povrh še mladiče v bližini? Kaj storiti? Po zimi kaj takega, tako rekoč, razen recimo pri medvedih, ne, ampak za medvede sedaj po zimi srečati medveda, če bomo naredili en krajši sprehod skozi gozd, je tako rekoč nemogoče ga srečati, bi morali res že iti recimo v te bolj odročne predele, hoditi po kakšnih gozdnih poteh po Kočevskem, da bi jih naleteli, ampak zelo malo verjetnost. Torej, v bistvu se po zimi tako rekoč srečanje z medvedji ali pa recimo z nevarnimi divjimi svinjami tako rekoč ni. Dušan Klenovšek, najlepša hvala, da ste bili z nami in delili vaše znanje o živalih. O živalih smo izvedeli veliko novega. Vabljeni v našo družbo še kdaj. Z veseljem. Hvala, da ste bili v naši družbi. Če želite na zabaven način nadgrajevati vaše znanje, se nam zopet pridružite naslednji petek ob 18. na VTV vaši televiziji. Lep vikend vam želim.